Tokrat sem bil na poti po Nemčiji z vso družino, se pravi, ne samo ženo, ki ponovadi na desnem sedežu tako zelo uživa, da tudi po 800 kilometrih reče, a smo res že na cilju, ker ona bi še. No, in del moje družine sta tudi 12-nika, ki bi želela videti prav vse, kar se da videti. No, tokrat pa smo bili prvič na daljšem road tripu tudi z našim 5-letnikom. On pa bi ves čas poslušal pesmi samo v minjonščini, predvsem pa zelo težko zdrži namero. Zato je bila tokratna pot bistveno zahtevnejša, zahtevala bistveno več prilagajanja, predvsem pa potrpljenja. In za vse, ki se kdaj pa kdaj znajdete v podobnih situacijah, no, mi smo se z živčnostjo spopadli tako. Ko je napetost toliko narasla, da se ni bilo več smiselno spopadati, smo začeli gledati tiste rjave obcestne table, turistične, tiste, ki vabijo k ogledu znamenitosti. In ko smo opazili kakšno takšno tablo, je hčerka takoj pobrskala po internetu, potem eno stvar odobrila, ja, to je zanimivo, to pa ni zanimivo, in en postanek na minuli poti pa nam je bil še posebej všeč, mestece Worms v Porenju, blizu Mannheima, v Nemčiji seveda. No, to je bil po naših kriterijih idealen postanek. Namreč mi za idealen postanek smatramo majhno, obvladljivo mestece tik ob avtocesti, seveda nočemo preveč izgubljati časa na poti. No, in to mesto nam mora ponuditi tudi kakšen park, da lahko naredimo kratek sprehod, malce zadihamo, pretegnemo, predvsem pa, da lahko našega tamalega spustimo, da se malo prelaufa. No, in po vrhu vsega moja hčerka ne bo nikoli odobrila nekega kraja, ki nima v sebi nič zgodovinskega ali pa nekega, da se lahko naučiš. Worms je bil v tem pogledu zelo fajn, zato ker je nam ponudil veličastno katedralo, v kateri so Martina Lutra proglasili za heretika. No, pa še to. Tak izlet dol z avtoceste se nam je tudi finančno zelo izplačal. Namreč, ko greš dol z avtoceste, je gorivo ponovadi za kar pol evra na liter cenejše kot pa na avtocesti. Tako da pri 60-litrskem rezervoarju smo mi tokrat prišparali kar 30 evrov na eno tankanje. Torej, tako potujemo mi. Kaj pa vi? Dajte mi kaj povedati. Se vidimo jutri.